Welcome everybody! Danes bomo delali avokado. Pripravili bomo vegetarijanski comfort food, ki bo res sezul vaše goste. Danes imamo na vrsti avokado. Skozi več se pojavlja na naših menijih, ampak jaz mislim, da ga še zmeraj premalo uporabljamo, zato ker je ful okusen, ful zdrav, ima res dobre maščobe, beljakovine, ni da ni. Jaz imam tlele sicer zmrzene avokade. Zakaj? Zato, ker z navadnim avokadom imamo ponavadi probleme, ali je premalo zrel, ali je preveč zrel, v glavnem vsakič se neki sfiži, ga domov prineseš, čez en dan, ko prerežeš, pa je ves črn noter, ga ne moreš niti uporabiti. Tega sem dobil v Cool Houseu in mi je prav fajn, ker je vsakič ravno prav zrel in ga res lahko kadarkoli uporabiš, vzameš ven iz zamrzovalnika in imaš popoln zrel avokado. Zdaj, najlepše ga je narezati na take krhle. Evo, vidite, zmrzen pa gre že lepo čez. Zdaj, pri avokadu je tako. Fajn je takoj, ko ga narežete, da ga polijete z neko kislino. Zdaj je to limonin sok, je to kakšen kis, karkoli, da ne oksidira. Ker dejansko rabi kakšno minuto, dve, pa bo ratov čisarjev, pa ni privlačne barve, pa ni več tako dober za jesti. Jaz sicer limone nimam, bom porabil kar tale limonin sok, stisnen, 100%. Malo zmešamo. Ker smo že tle, ga bomo malenko začinili, malo soli. Zdaj si bomo pripravili za paniranje. Zdaj, pa da ne bo to čisto klasično paniranje, bomo dali noter nekaj posebnega. Zraven avokada zelo paše njegov prijatelj mango. V drobtine bomo dali še arašide, nekaj bomo pa še popražili za pol, za solato. Vedno, ko pražimo oreščke, semena, kakršnokoli zadevo, pražimo na nizkem ognju, vedno brez olja. Medtem, ko se nam bodo tele arašidi lepo počasi pražili, bomo pa mi spanirali zaletele naše avokade. Avokado najprej pomokamo, potem ga bomo dali v jajc z mangom, in pa v naše drobtine z arašidi. Tale mango pire lahko naredite sami. Kupite mango, ga olupite, narežete na kocke, pa zmiksate. Tale mango, ki smo ga mi uporabili zdaj, je bil zmrznen in že narejen pire. Zelo enostaven za uporabo, pa res dobrega okusa, ker dejansko je bil verjetno v Braziliji spakiran, kar je dosti boljš, kot pa da zorite na tovornjaku nekje. Ful je fajn, ki ga imate vedno lahko v zmrzovalniku, kadarkoli ga lahko uporabite za kakšno sladico, mogoče za kakšno začimbo, pa ga date zraven kakšne omake, tudi naredi tak malo bolj tropski priokus. Pa res je fajn, ki je zmrznen, dobimo v takih kapljicah, pa ga ne rabite celega porabiti. Vsakič ga dozirate toliko, kot ga pač rabite. Vmes malo pomešamo arašide, ki se nam počasi pražijo, da se ne zažgejo. Ko bojo lepo začeli dišati, vemo, da so lepo spraženi. Avokado bomo pripravljeni za cvrtje, zdaj gremo pa na solato. Tale solata bo nekaj posebenega, zato ker bomo tele naše sestavine odsvrali tudi. A ste že jedli kdaj uno pečeno papriko? A ni dobra? No, to bomo danes tudi ven dobili z tele paprike. Za tole našo solato bomo uporabili papriko, ki smo jo že narezali, korenje, ki bomo dali tudi na trakce in bo šlo noter v olje, se bo odsvrl. Pol bomo imeli pa še paradižnik, mozzarelo, eno rumeno papriko, tale bo sveža, čebulo, česen, porlo damo zraven, pa krompirček. Tale korenje je domač, zimski, zato je fajn včasih olupati kožico, ker zagreni. Zelenjavo smo pripravili za našo solato, zdaj pa lahko zakurimo.
Za tole naše cvrtje danes bom jaz kar uporabil vok. Zakaj mi je zelo všeč? Predvsem zato, ker res porabimo malo olja. Zdaj tukaj je taka manjša količina olja, tako da je treba malo paziti na temperaturo. Zelo hitro se segreje, zelo hitro se ohladi. Tako da je treba kar malo previden biti. Že diši po naših arašidih. Avokado, ko ga takole pripravljate, je res tak maslen, mehak in se res topi v ustih. Avokado smo finiširali, prav vice daleč, koliko je lepo hrustljav. A vidite tele arašidke noter, to bo hrustalo. Zdaj pa lahko začnemo že z našo special solato. Take še nisem delal, mislim pa, da bo zelo, zelo dobra. Najprej bomo ocvrli krompirček. And we are waiting. We are waiting for krompirček to be done. Evo, krompirček je res lepo hrustljav in bo naredil tisto teksturo v solatki. Zdaj naslednja stvar, bomo zelo na hitro karamelizirali korenček. Čist malo ga bomo pocvrli, ravno toliko, da se malenko zmehča, pa da tisto sladkobo ven dobi. Korenček po 2 minutah damo ven iz olja. Zdaj pa še zadnja stvar, ki bomo v olje vrgli, naša paprika. Ko pa paprika zadiši. Evo. Papriko imamo že, dobro jo odcedimo. Še zmeraj hočemo, da je malenkost mehka, sočna, da bomo dobili tiste obe dve teksture. In zapečeno, in svežo, mehko, hrustljavo papriko. Takole. Zdaj bomo vse tele sestavine lepo zmešali. Najprej bom posebej solil krompirček. To bomo kar dali med našo papriko. Korenček. Tele sestavine bomo zdaj vse skupaj zmešali. A bo to tako malo? A že lačna? Ja. 5 minut pa počakaj, no. No, prav. Česenček, čebulco rdečo našo, korenčka. Vse skupaj bomo zdaj začinili z malo soli, balzamičnega kisa, pa eno večjo žlico kisle smetane. Zdaj sem vzel tole za 22% maščobe. Moram reči, da je res bolj okusna. Teksturo ima skoraj kot grški jogurt, tako da zelo rad jo uporabljam za kuho. In to zdaj lepo zmešamo. Zdaj pa še zadnja stvar, da to vse skupaj zložimo lepo na krožnik. Tukaj imamo naše krasne avokadote, kranči, ocvrti, luštni. Zraven bo dali naše svežo, ocvrto, toplo solatko. Malenkost mocarelce. Pa kaj ne smemo pozabiti? Naše arašide, ki smo jih prej lepo pražili. Vidite, kako se lepo rjavi. Jaz mislim, da bodo naši gosti navdušeni. Dejansko ne poznajo še take jedi, sigurno še niso jedli. Verjemite, tale hrustljavost, ki jih bo presenetila. Noter pa čist mehak avokado, potem pa še tisti mango kikne. Pa s tole solatko. Ja, prid probat, beži. Na, probi to, čakaj vilčko. Tazga še nisi jedla. No je dobro, ne? Ja, zelo. Ne, še ti solatke malo zraven. Ja, prav sveža, poletna taka zadeva, ne?
Dej, a daš na mizo, ker jaz sem se stradal. Dobar je, ja.